To je Radio 1 podcast. Izredno lepa epizoda je pred nami, kar 6 nog dobimo v goste, eno super punco, enega super fanta, ki ne bo bolj malo povedal, ampak bo vseeno ful zabaven. Skratka, moja prva gostja je Tina Marinšek, prva pevka, prva glasbenica, ki se vrača po 9 letih. Ful bova pošimfale, bova pa tudi kaj lepega povedale. Mislim, koga bova tudi pohvalile, no tako. Ne zamudite oziroma spremljite nas še naprej. Hvala vsem, ki ste to že naredili, ki ste nas pofollowali. Tisti, ki nas še niste, naredite to v kratkem, ker se splača. Res je dobro. Ja, jaz sem zelo vesela, da gostim prvo žensko na podcastu. Punco, ki je že 9 let ni bilo okoli, in to je seveda Tina Marinšek. Tina, pozdravljena. Zdrav, Jana. Kje si se skrivala, pogrešali smo te, no? Kje sem? Evo me, klele. A je udobno drugače? Ker imamo ta stol, mislim, ta kavč je malo tak, ni najbolj udoben, zato imamo une poštre, da si jih lahko podložiš. V redu je. Ampak ne, ti se sam razkomod. Zaradi mene lahko tudi ležiš, sam boš pa moja mati še govorila. Če bo imela ko pri psihiatru, lahko se pogovarjamo. Dobra, tu moram enkrat narediti, prava. Ja, kle sem, zdaj sem spet malo nazaj vidno prisotna. Drugače sem pa že skozi tukaj, delam muziko, pa živim life. Ej, ti si v Beli krajini zdaj živiš, a ne? Prej sva se malo pogovarjali, dajmo reči na obrobju Semiča. Sem približno zadela. Ja. In to je tako prav res v naravi, a ne? Narava meni blazno odgovarja, tako sem tudi gor zrasla na vasi v bistvu, in v Ljubljani zares nisem še živela na obrobju Ljubljane, sem en kratek čas, ampak mene ta džumbus pa kaos mi ne toliko odgovarja, razen mogoče takrat, ko se rabiš priklopiti, pa ko si ti tudi v džiru. Tako da prijem tudi v Ljubljano, pa prespim, pa tako, pa podelam stvari, ampak drugače pa rabim svoj mir, pa svoj zeleni prostor. Ampak kako pa, da si izbrala prav ta predel Slovenije? Je tako slučajno naneslo ali? Zelo slučajno, oziroma tako kot me ponavadi življenje pele, kadar mu sledim svojim notranjim občutkom, ali pa pač tako pride. Šla sem v bistvu delati to ploščo, ki zdaj izide, do Zmagota Šmona. On je tam živel prej, kjer zdaj jaz živim, in tam se je v bistvu ogromno ene muzike posnel. V tisti moji hiši je že bilo kar nekaj ljudi. Tako da sem šla do njega, se pravi, to je bilo 2020. Aprila sem prišla iz Bosne, ker se je ta korona začela. Jaz sem bila v bistvu v Bosni takrat že 2 meseca, nekako že z eno nogo tam, tudi malo preseljena. Okay. V Mostarju sem zelo rada. Ja, zelo lepo mesto, ne? Ja. In takrat po smrti mojih staršev sem malo rabila odklopa in sem šla takrat v Bosno. Pa se je korona začela in sem v bistvu 1 mesec še malo čekirala, kako bo, pa kaj bo. Rekli so, ne se premikati, če le lahko bodite tam, kjer ste. Sem pa istočasno pa še vedno imela stvari v neki najeti hiši v Sloveniji, tako da sem mogla priti domov pa to zrihtati. In takrat me je Zmago klical. Slučajno. In je rekel, ti veš kaj, jaz imam cajt, a bi ti plato delala, a bomo zdaj to, ker sva se že tako malo pogovarjala. In je bilo idealno v resnici. Rekel je, prid do mene, klele imava mesec, 2, kakorkoli na voljo, imaš za spat, komfortno je, pa bo ustvarjala. No, ampak ta zgodba z Zmagotom se ni izšla, se pa mogoče šlo vse skupaj zelo boljšno. Ali pa saj drugače, kot sem takrat mislila, ampak tako kot ponavadi, ko grem za življenjem, ki me pelje. A si ti tako ful spontana punca? Zdaj si že 2-krat nekako imela, da se nekako prepustiš življenju oziroma toku. Kako se tebi odvija? Na kak način ga tudi konec koncev, kako gledaš nanj? Oziroma na to, kar te ujame? Na življenje samo. Spreminjajo se te vidiki, ko odraščaš, pa ko se ti zgodijo kakšne stvari, zaradi katerih se malo ustaviš, pa
pogledaš na življenje drugače. Sem zelo spontana, zato ker nikoli ne veš, kaj je jutri, kaj pride. In je bolj, če si mehek in prilagodljiv, kakor da te nekaj jutri preseneti in zakrčiš in si v šoku in ne znaš s tem iti. Pa ne, da bi se zdaj tako izučila ali nekako tako želela funkcionirati, ampak taka sem že skozi v resnici. Tako sem mal Marsovček, kamu ni problem se na nobeno stvar prilagoditi pa spoznavati razne vidike življenja, pri čemer smo se. Zdaj bom povedala nekaj, kar po moje res nobeden ne ve, razen tistih, ki so bili zraven, in to je to, da si ti mi dve so bile nekoč sodelavke. A ne? Yes. Ti si v bistvu bila na radiju. Sodelavki, če sodelavki. Tako izražati. Moščina se. In v bistvu radio Antena. Ne, se te ne popravljam, da sam to mi je hecen. Ker vedno govorimo na pa ko se začnemo pa lepo izražati. Ko se začnemo, ne, tle smo zelo na spuščeno. Bili sva sodelavki, tako. Radio Antena. Pa bila si producentka, a je tako? Ne. Nisi bila producentka takrat? Asistentka urednice v bistvu. To se pravi, da si bila producentka, ker vem, kako je to tako. Pač mogla si klicati ljudi pa rezati izjave, a si mogla to delati? To sem mogla delati, ja, pa pisati kakšne stvari, pa to, ja. No, kako se je to zgodilo? To je bilo ful nazaj. Ne? Ja. In kar naenkrat si ti prišla in moram reči, jaz se spomnim, da si bila ful pridna, tako. In pol kar naenkrat tudi ni bilo več. Hvala, Jana. Ja. Ker poslušala sem vse druge stvari, tako šefica me je kar nakurila. Ok. Jaz mislim, da te šefice ni več, tako da. Ja, vemo, ne, o kom govorimo. Ko je pa prišlo do tega, pa pojma njem, verjetno sem rabila kak dodaten zaslužek, pa da sem tako pa do tja prišla. Zanimivo delo, spet tako malo imaš uvida, kako se to te stvari v zadnji dogajajo, pa jaz itak nobena stvar mi ni težka za delati ali pa za se priučiti, rada se nove stvari naučim, tako da mi je bilo ful zanimivo. Hkrati pa tudi hektično tam, pa tako, to je kar kaotičen biznis. Ja, ker je v bistvu bil tak prostor skupen, ne? Ker smo v bistvu vsi sedeli in vsak je opravljal svoje stvari z različnimi jakostmi glasu, a ne? Takrat smo se selili, jaz sem v bistvu bila še prej na tej stari lokaciji na Viču nekje in sem imela svojo mini kamerico za snemati stvari, ja, pa smo šli pa v Stegne, pa Hala. No ti povem, da je še zmer tako. Mogoče je še več ljudi, no? To je ta sistem, ne? Ja, ampak veš kaj, navadaš se. Tako, kad si rekel, da se prilagodiš, jaz mislim, da bi se tudi na to nekako prilagodila. Na vse se navadi človek, kar je zastrašujoče tudi včasih, na kaj vse. Kaj si pa še počela v življenju, recimo tako, kad si bila tukaj na radiju? A te je še kam zanesla pod kakšne druge vode, ki niso glasbene? Drugače sem delala ful stvari. Zgolj za zaslužek recimo in kupenega študentskega posla. Začela sem v šanku. Začela sem v bistvu pri 15 letih že. Okay. V sosednji vasi v Pikapolonci. Moste! Hello, Moste! Okay. Ja, ker saj moj oče je takrat mislil, da je to najboljši možen job za mlado dekle, kar je daleč od resnice. Ampak sem pa tam dobila trdo kožo. Pa debela. Debelo kožo, ja. Pa svašta sem že počela. Delala sem tudi na Petrolu, delala sem na informacijah na Telekomu, recimo. To je bil kar posebna izkušnja. Kaj sem še delala? Svašta teh študentskih jobov, no. Ampak verjetno te je pa kaj glasba od nekdaj privlačila oziroma si imela talent. Kdaj si zaznala ali pa mogoče so zaznali? Ste punce pa še kaj znalo biti? Ja, v bistvu kar hiter, no. Kar hiter sem že v osnovni šoli v zborih kakšne solaže dobivala, pa tako. In pol so me seveda 7. 8. razred so me fantje iz benda, iz Mengša zavohali in povabili k sodelovanju. Ime benda? Feniks. Feniks, okej. Yeah. V 8. razredu smo vstali iz pepela, pa smo. Kakšno muziko ste pa igrali?
Rok. Rok. Ja, rok, v štartu rok. Okay. Ja. Je to tvoja najljubša glasba, ali si zdaj bolj žanrsko odprta tudi za druge? Žanrsko zelo odprta, vsaka dobra glasba je, ne, mislim, vsaka glasba, ne moram zdaj niti reči kvalitetna, ampak ima svoje mane, ne, te prevzame, ali pa odvisno v katerem si obdobju, ali kakorkoli. Ampak sem pa, ker jaz z Rokom gor zrasla. In tukaj imamo še gosta, številka 2. Daj, kaj predstavi ga. Ta je pa kar s tabo prišel eden bolj prijetnih gostov. Sploh se nič ne pritožuje. Jo še kradu vso pozornost, Koli. Tako je, ne? Ja, Kolja je. Prej je bil od mojega očeta, pa je pa šel z mano. Tako da sva zdaj, evo, par. Nisem prej nikoli imela in ne želela psa, zato ker vem, da je to blazna odgovornost. Jaz sem pa skozi potujoča in sploh zdaj, ko sem sama, je kar težava, kje ga pustiti. A greš gor? Lahko gre tako. Daj no. Sam ne lajat. Lahko tudi kaj povem. Lahko tudi lajat, ne. Se pravi, od očetov pa si je bil? Ja. Pol šel pa z mano, kar mi čisto ustreza, da me malo počuva gor, da zalaja, ampak he is a lot. Ti je spremenil malo tempo, verjetno, ne? Pa... Ja, predvsem moram kar razmišljati, ko kam grem, kaj bom še z njim pa tako. Ampak, I wouldn't change it for the world, zdaj, ko je z mano, to je edine sorte taka ljubezen, ki obstaja. Zadnjič sem prebrala, da je v bistvu pes je edino živo bitje, ko ima lastnika rajška sebe. Tako da je res pripravljen iti čez vse, ne? Da zato, da obvaruje, zaščiti, konc koncu pomaga, ne, človeku. Ja, ne, res eno posebno ljubav oddaja, no. Pa veselje, pa tako, pa ven gremo, vse skupaj, večkrat zaradi njega, pa tako, ne. To sigurno. Kaj si pa želela postati kot otrok? Kakšna je bila mala Tina? To je tudi en del tega, da grem s tokom, mogoče tudi zato, ker ne vem v resnici, ker nimam že od 6. leta, jaz pa hočem to biti. Ali pa. Vedno sem rada imela živali, v resnici mislila, da bom kaj s tem počela, to me je skozi privlačilo, ampak zelo hitro sem v bistvu muziko zajadrala, no. Videla, da rada pojem, tako v osnovni šoli se spomnim najbolj teh stvari, ki sem spodaj pa rati v garaži pela, recimo, ker ni bilo nobenega doma in je bilo malo odmeva in takrat sem začela v svojem glasu tudi uživati. Pa tako, kar pravim, ker so me pelale, mislim, ti nekaj časa misliš, da to lahko vsak počne, pač dokler ne ugotoviš, da glih, mislim, saj lahko vsak poje, pa naj vsak poje, ker kdor poje zelo ne misli, ampak da imaš posluh, da imaš intonacijo, občutek, da ne. Pa tudi, da te to v en drug svet odpelje in to sem v bistvu v tej Atijevi garaži odkrila. Tako da sem zelo hitro šla za muziko. In nič kaj dosti drugega v resnici me ni toliko gnala ali pa mi ni toliko pri srcu, no. Tako ful čutim, zdaj, ko se pogovarjamo, da si bila res izredno povezana z očetom. Da ti je dal, se mi zdi, ne vem, tista najsvetlejša luč, ali lahko tako rečem, z enimi lepimi življenjskimi nauki, konc koncev tudi poslanstvo mogoče. Zelo so bila prijatelja v resnici. Ko sva se enkrat poštekala v mojih najstniških letih, sva bila res prijatelja. Mogoče tudi zdaj, ko jih ni, tudi večkrat jih omenim, pa to zdaj čisto drugače na to gledam. Ampak ja, velik podpornik je bil, oba sta bila. Ati je bil zelo ponosen na mene. Pa ne bom zdaj sploh šla predaleč, ker zelo hitro lahko začnem. To sem že jaz veš na robu, tako da. Nabirati. Ja. Ampak, ja. Srce veliko je bil. Všeč mi je, ker to, da so te podpirali v glasbi in tako naprej, ker zelo dostikrat se zgodi, ne, da starši ne vidijo
to kot, bom rekla, nek poklic, pa neko poslanstvo, ampak da hoče svoje otroke usmeriti v neke resnejše, bom rekla, poklice. Ne bo to samo malo za zraven za hobi, ne? Veš kaj, da po resnici povem, sem tudi dolgo odgovarjala na vprašanja, a pa bo kaj iz tega, oziroma a kdaj boš si pa reden pravi job najdla. Ne, tudi to je bilo skozi vprašanje. Pa ne samo domačih, v bistvu dati, pa od mami še najmanj, no. Zato, ker se mi zdi, da ima je bilo kar jasno, da to res rada počnem. In ja, nič drugega ni bilo včasih, ko prišla sem domov, spraznila en kufer, obrnila okrog, pojedla in odhitela z novim kufrom. Mami mi je zlikala stvari, ati, kadar sama nisem mogla voziti, ali tako me je pelal. Nisem mogla voziti, to je bilo malkrat, ampak bila sem recimo enkrat ful bolana, ko sem šla na špil. V glavnem načima ni bilo problemno. Tako eno ful lepo sporočilo za vse tiste starše konc koncev, ki imajo nadarjene otroke za glasbo, ne? Da je to, vidiš pa srečnega človeka naprej v življenju, ne, konc koncev, ker mu je bilo omogočeno tisto, kar res čuti srcem, pa kar res želi delati, ne. Ja. Tako da ful Prosti dobro. mene zdaj tale ven meče, ker ga moram se skozi zatikati, drugače, ne, vidiš. Pozorno skoče, Ko točno to. dojenček. Moram imeti roko gor, da je mir. Ne, ali pejt ven, ali pa kle se vleš. Tako se malo lega. Mir. Vse se bo se lega. Ej, Tina, ne moramo pri tebi mim tabujev, ne? Tako pač je. Tina in tabu, Tina, ki je konc koncev poskrbela za pesem Poljubljena, ne? Ki je bila najbolj predvajana skladba na radijskih postajah leta 2011. Tok nazaj je bilo to, ne? Kako si ti sploh prišla k tabujem? Za začetek jaz mislim, da kriv kar Žarepak, no. Spet ta Žarepak. Žarepak je po moje največkrat omenjeno ime na tem kavču do zdaj. To mu sigurno niti slučajno ne prije. Ok, Žarepak. Ja, v bistvu iskali so back vokale, no. Back vokale. Gorenka z mene seka. Se prav, kar prvosti. In je me on klical, ker so snemali za Lun Lagoon plato, back vokale so rabili. In me je on v bistvu poklical takrat, če bi prišla posnet. Okay. In iz tega dalje smo nadaljevali zgodbo, v resnici tam smo se spoznali. Z njimi sem bila tudi na turneji, Lun Lagoon takrat čez Nino. Se pravi, ti si prišla k njim, oziroma ste se spoznali, ko je bila Nina še pevka, ne? Tako, ja. Bila z njo na odru. Doživela to iz drugega konca. Kako je to bilo? Ker jaz sem doživela to pod odrom in to je bilo vsakič tako bam, eksplozija vsega, energije, tako, ko smo se vsi sprašvali, kako, ampak me zanima, kako je bilo pa to gledati na odru in oziroma biti del tega. Jaz kot prvo moram omeniti, da blazno sem uživala v petju back vokalov in to še zmer bi z veseljem počela in rada snemam in tako, ampak zdaj je ta slika malo obrnjena, tako da recimo, da na odru sem se tudi predvsej na sebe fokusirala in da smo to dostavili, ampak lahko pa povem, da Nina je iz kjergakoli kota blazen source energija in ljubezni in tak pretočni kanal, se mi zdi, da celo vesolje iz nje seva včasih. Ona res je muzika in In obožuje živali, tako kot ti. Nina je tudi lahko zgodba sama za sebe oziroma debata sama za sebe, je pa definitivno very powerful, loving creature. Ampak vseeno ti si jo mogla zamenjati in ne vem, stopati v te ogromne bulerje, namenoma sem rekla, zato ker je pač taka punca z attitudom. A ti je bilo težko? A si čutila mogoče, folk mi bo zamiril, ona mi bo zamirila, ne vem. Te stvari sem probala čim manj razmišljati v resnici, ker teh čejev ali pa kaj si kdo misli, pa kaj kdo reče, je non-stop ful lahko, če o tem razmišljaš. Jaz itak zgodba gre tako, da
da ko sem zvedla, da oni iščejo pevko, sem rekla, da je to neumnost, sem si mislila. Klical me je v bistvu prijatelj Simon Zlobec, ki je delal tudi za Tabuje včasih ton. Tina, Tabu išče novo pevko, daj se prijav. In prav spomnim se, da sem takrat v galeriji v Ljubljani delala. Sem rekla, ne. Tako, za tisto debato, pa sem pa pozabila na to, za 1 leto v resnici. Pa so pa oni mene klicali, ker so imeli audicijo, pa očitno niso našli prave. In so rekli, če bi prišla kaj za 5, če bi prišla na vaje malo. Tako da sem prišla na vaje, znala sem že tako komade. Tudi jaz sem bila fenica Tabujev, mislim fenica. Poslušala sem jih, imela sem plato od Tabujev, pa od Lare Baruce, Tinkara Kovač, pač to, ne, kot ženska predstavnica sem vse to mogla poslušati. Mislim, mogla. Dala temu pozornost že iz tega vidika. Kje so ostale? Koliko je bilo težko stopati v njene čevlje, oziroma ker to je bil kar preskok, no? Te razumem, zakaj si rekla, na začetku ne. Ja, ker sem kar dolgo razmišljala, pa ne toliko zaradi tega, ker sem globoko vse čutila, da sem sposobna tega, kakorkoli se to zdaj mogoče samo všečno sliši, ampak eno zaupanje moraš imeti v sebe, da greš tako stvar. Sem pa razmišljala kar ene teden, 2, pred vsem sem želela predvideti, kaj bo zdaj vse to prineslo, ampak je nemogoče. A ne? Ja. Ti lahko narediš, pričakuješ neke odzive, kaj bo, ampak dokler se ti dejansko ne zgodi, zdaj govorim za karkoli. Ne, to je pač ta rušilni val. Stvari, ja, ni šans, da veš, kaj te čaka. Ampak to je tebi na nek način ti je spremenilo življenje. Ja, čist. Čist, totalno. Čist. In kaj si dobrega, pa konec koncev tudi slabega okusila na svoji lastni koži, kaj je bila mimogrede takrat že debela, si rekla, ne? A hočeva najprej dobre ali najprej slabe? Kar hočeš povedati, boš bolj oboje. Pa da štartamo s slabimi, da pozitivo zaključimo. Ja, tako, absolutno. Slaba plat tega je bila definitivno to, da te tvoji ljudje začnejo drugače gledati. Ko se ti enkrat pojaviš na naslovnici revije ali pa nekje v javnosti, ti postaneš drug človek, kar ni res, ampak v njihovih očeh. In kar je bilo najtežje meni, je bilo to, da sem izgubila en kup enih ljudi zaradi tega. Ker tako nekako so se porečali in odpadali kot listje prijatelji. Je pa tudi res, da so se takrat pa pokazali tisti, ki so ta pravi, a ne. Ampak to sprejeti, da te ljudje drugače gledajo samo zato, ker si nekje izpostavljen na naslovnici, recimo, tako kot sem rekla, ker sem to zelo močno občutila, da se niso se več pogovarjali tako z mano, ko smo se včasih, ne, nismo bili več badi, ampak zdaj so že kar malo gledali, kaj okrog mene govorijo, pa kako sem zrihtana, pa mislim, ne. Zvezda. Po eni strani vse je razumljivo, ja, po drugi strani je pa to je kar, ne vem, hecna zadeva, no, ker ti si isti človek, da te taka stvar, da ti dobiš kar neke sorte spoštovanje, čeprav si ista oseba, ne, pa jaz lahko, tudi če sem na naslovnici revije, jaz sem lahko, ne veš, kak sem znotri človek, ne, jaz se že lahko tam nasmejem, pa povem kaj, ampak kdo sem pa v resnici, pa ne. In to spoštovanje, ki pride s tem, je mal scary v resnici. Po drugi strani ti pa tudi da mal, da si samozavesten lažji, ko se izpostavljaš, pa tako. Tako da mogoče slabo, pa da samo eno stvar izpostavim, je to, ja, da težko ostaneš svoj človek, pa tak človek, ko si, ko te začnejo ljudje drugače gledati. In to, da imaš svoje društvo, kjer te še vedno zabavajo, pa še vedno ti rečejo, kva imaš pa to oblečen, ali pa karkoli, da ti si ozemljen, prizemljen in v svoji klapi lahko tak, kot si. Tako da
To je recimo ena stvar. Kar je bilo pa dobrega, pa Daj reč mi, da je daljši seznam. A je daljši seznam plusov? Tudi slabih stvari je še kaj, ampak Okej. pustimo to, ker sem bila pa v bistvu poklicana v tak lep svet, kjer sem dobila svoj prostor, pa našla svoj prostor. Ker na odru biti, meni je to v resnici, kot da sem doma, ali pa nimaš se kam skrita, ne. V tebe so uperjene luči, pa oči. In očitno mi to odgovarja in sem še lažje jaz, taka, ko sem, ker mi je jasno, da če grem gor s kakršnim koli fejkom, ljudje te takoj preberejo. In tudi tak človek sem, da taka, ko sem, če sem zdaj malo zmedena, se bo to videl, če sem dobre volje, se bo to videl in nočem nikoli kriti teh stvari, taka, ko sem tisti moment. In tam je pa sploh prostor, kjer nimaš druge, kot da si, kar si, pa hkrati je pa to en tak energy place, že od ljudi, ki so spodaj, pride pa med nami na odru, ki smo tudi vsi radi bili na odru, pa je takrat ni imel veze nič, sam dobro smo se imeli. In je to en taka powerful zadeva v resnici, no, kjer energije se gor pretočijo. Tako da to zares poznati mi je bilo v blazen užitek, pa sploh, kot pravim, da vidim, da sem našla svoje mesto, pa da sem videla, kaj lahko počnem, kje sem rada, kaj dobro počnem. Se strinja. Ja. Tako da ta del je super, pa tudi preživeli smo nore čase skupaj. To je itak bilo, se pravi, jaz sem bila stara 18 let, ko smo nekako začeli, ko sem beke pela, pri 20 sem se pa pol pridružila. Res To so mlada. itak res mlada, pa tudi to so luda leta, ne. Sicer recimo takrat, ko so bili moji frendi na žurih, na študentskih žurih, na uni strani sem jaz ponavadi bila na tej. Ej, I'm talking. Motaš me koli. Ja, ti si dejansko poskrbela, da so oni žurali, ne? Ja, kar je bilo super, ampak doživiš pa pač malo drugače, manjka mi, od 20 do 30 mi manjka neka izkušnja taka, da bi me recimo povezvala z drugimi zemljani. Ej, Tina, se spomniš kakšnega koncerta, ki ti je še posebej ostal v spominu? Ker vaši koncerti so bili meni zmer taka paša za oči tudi, ne vem, tako je bilo. Za oči. Tudi za oči, za ušesa in za oči. Vse more biti. Ja. Da mi je ful ostal v spominu, ne vem, zdaj odvisen iz katerih kotov in vidikov, ampak ne vem, recimo ta prvi Kino Šiška, ko je bil ta prvi tak, ta mi bo za zmeraj ostal v spominu, pa lahko rečem zadnji tudi, ki so pa bile Križanke. Ta pa tudi, ker sem blazno se veselila Križank, včasih sem namreč tja hodila v šolo. Aha. In poslušala, te vse tonske iz razreda, pa tako, pa sploh Križanke imajo en tak spirit svoj. Tako da sem se jih zelo veselila, pa sploh, da to delamo s simfoničnim orkestrom in vse to. To je bila kar edinstvena izkušnja, no. Zdaj pa, da bi se pa ta moment spomnila, zdaj kakšne anekdote. Jaz sem kar malo na Križanke isto, sem bi jih pričakovala, zato ker se mi zdi, da Križanke so nasploh pri vsakmu bendu, pri vsakmu izvajalcu zmeri zapisane z enimi posebnimi črkami, tako kot si tudi sama izpostavila, da imajo neki in ko padejo Križanke, se mi zdi, je en tak poseben mejnik, ne, v vsaki karieri konc koncev. Ja, je poseben prostor. Že arhitekturno ima neko moč svojo, kulturno in umetniško prizorišče. Tako da greš z respektom tja. Ja. Ok, zdaj pa tako, 20-letna punca, ne? Kako je biti v bendu s samimi tipi? S tipi, ki
po moje so kar karakteri, vsak zase, pa imajo kar močno voljo, pa so že okusili precej enega uspeha s prejšnjo pevko. V bistvu sem jim ful zaupala in se prepustila, zato ker so že tudi oni nekaj časa to počeli in jaz sem bila zelo mlada, sem rekla, oni tako vejo, kaj počnejo. Kar se je s časoma malo spremenil, moje mnenje. Še vedno vejo, kaj počnejo in so v tem že kar dober tenstani oziroma zdaj že kar morajo vedeti. Če so dobro skrbeli za mene. Ja, sploh na začetku. Po eni strani ja, po drugi strani pa sploh, žal moram reči, ker se je to na koncu izkazalo, je bilo to v resnici precej drugače, kot sem jaz verjela in si mogoče želela. No? Vi ste se razšli, zakaj? Kaj je bilo? Nekako ja, vem, da prišle so ven izjave, normalno morajo priti, ker vseeno to je bil band, ki je bil pomemben band, takrat še zmeraj, ampak takrat je nekako bil višje, konc koncev. Da so se vaše poti razšle, oziroma da gledate na ustvarjanje glasbe vsak na svoj način. Tako, ampak to so prav une, veš, klasične izjave, ki pridejo pol ven. Ja, zato ker vseh razlogov, pa pravih razlogov niti nočeš razlagati. Pa tudi več jih je v resnici, da bi sam enega izpostavil, ker je čist prav tako, kot se je to izšlo. Ne vem, kaj bi rekel, veš, ker nočeš preveč reči. Prav je, da se je tako zgodilo, pa tudi neizbežno je bilo, no, v resnici. Se pravi, to se je dejansko verjetno gradilo nekaj časa, ne? Ta odstopanja so se verjetno večala do neke točke, ko pač ni šlo več, ne za ene, ne za druge, oziroma predvidevam, niso bile ta prave energije, vsak je želel nekaj drugega početi. Ja, vedno smo rekli, da dokler se bomo imeli fajn skupaj, dokler se bomo smejali, zajebavali in vse štima. In enkrat so se te stvari malo razvodenele in se nismo več imeli toliko fajn skupaj. Kaj jaz vem, kaj je razlog za to, pa tudi nič nočem reči, ker bo pol se vsak samo na to obesil, razlogov je res bilo več. In to, da sem jaz zrasla, ker sem pač 9 let bila tam in tako sem se razvijala od 20 do 30. Nisem pa prerasla ali pa bila jaz zdaj prevelika in mislila si to niti slučajno. Jaz sem blazen rada imela ta band in sem bila kuhana in pečena tam 24/7 za to na voljo in tudi v resnici sem dolgo časa mislila, da bom to z njimi počela do konca življenja. Čeprav je bilo to včasih razmišljati precej utopično, pa ker sploh zato, ker je Slovenija mala in se vsak let obrnejo praktično iste stvari, zelo težko si inovativen, pa da konstantno malo rasteš, kar se mi zdi, da je prav, da se človek v osnovi premika in non-stop razvija. Ni v glavnem bila stvar v tem, da sem jaz hotela iti na svoje. To bi rada povedala, to ni bila moja želja. Sem pa, kaj jaz vem, mogoče takrat tudi za njih, kaj preresno vse je mala, ampak jaz sem bila tista, ko je bila najbolj izpostavljena. In ko sem videla malo, kakšne so stvari zaresno v bendu, sem ugotovila, da mogoče pa to ni več zdravo za mene. Tako da je, hvala Bogu, se je šlo lepo in za njih in za mene, no, se mi zdi. Ja, ni bilo pranja umazanega perila, recimo, da tako rečem, kar je že super stvar. Ja. Da nekako ne padeš v to kolesje, ki se potem v te štrene, konec koncev, ki se sam vlečejo. Tega, po eni strani imamo še vseeno, smo imeli, imajo fene, ki jih ta stvar ne zanima, pa ki so bili tudi jezni, pa žalostni takrat zaradi tega in ne rabimo mogoče mazati teh njihovih okusov in občutkov. Vsaka stvar ima svoj začetek in svoj konec in se začne nova stvar.
Ampak zdaj ste v redu odnosih. Oziroma pač, če se slučajno srečate, ni ono, glej, se obrneš stran, veš, kaj mislim. A pa še ni do tega prišlo. Sicer v Če Sloveniji bi se obrnila stran, to sigurno ne, verjetno, ampak se pa v resnici nismo videli od takrat. Pismo. Vidiš, koliko Slovenija konc koncev ni tako Slovenija mala, je ne? zelo mala. Točno Ja, to. ampak, ja. Kaj pa punce, vse 4? Mislim, tako, enkrat smo se tlele prav pogovarjali, da bi dejansko provali vse 4 propeljati na tale kavč. Ej, jaz čakam na to. In če se to ne bo zgodilo, povabilo iz vaše strani, bomo to sami naredili enkrat. Resno? Ker mi je blazno fascinantno že to, da nobenega nič ne zanima v resnici ta zgodba, ki je pa že zdaj kar konkretna. To je huda zgodba, Ne. drugače. Ja. Ja, ne, ni bilo nobenega povabila od nikoder. Oziroma z Nino smo imeli intervju na radiju enkrat skupaj. Drugače pa ne. A pa ste se kdaj dobili vse 4? Vse 4 ne, ker Vse, Katarine še ne poznamo. Ok. Vse 3 pa ja. To se je letos v bistvu zgodilo, da je še Eva, da smo se vse 3. Ker jaz pa Nina sva se, pa Eva pa Nina sta tudi preživeli, zdaj kar skozi hočem popravljati, preživeli nekaj časa, bili skupaj. Vse 3 pa še nismo bile, no, in letos smo se dobile pri meni. Dej nehi. In ja, Jana, Dej povej, no, ti bi lahko poveš, govorile kako to dneve. zgleda, ko se dobijo pismo 3 bivše. Jaz z Evo se še spoznava, pa tako Nino že malo bolj poznam, ampak veš, da smo si imeli zapovedati, ko je to enkrat steklo, da bi nas takrat dosneval. Ker smo vse 3 doživele enih podobnih stvari in v bistvu samo mi 3 si lahko to zares podelimo in se nekako razumemo. Ja. Ne, ni drugega dekleta v Sloveniji ali pa kjer druge. Tako da je bilo... Mislim, šimfale ste, Ana. Je, veš, da smo? Ko prave babe. Ne, v resnici nismo šimfale, že to je bilo fajn, da ena pove neko stvar, pa reče druga, ja, itak, pa tako je bilo, ne, kar dolg časa smo mogoče mislili, da smo same v nekih razmišljanjih ali pa občutkih. Zdaj pa se malo vidi, da so v bistvu stvari so praktično kar ponavljale in da smo vse doživele neko podobno stvarno. Mislim, na nek način mogoče se Katarina pridruži, mogoče tudi ne, očitno odvisno, kako se bo razpletala zgodba naprej, a ne? Jaz jim želim vse dobro, pa všeč mi je Katarina, ful mi ima dober glas. Mal nate spominja, tako vizualno, ta... To sem slišala, marsikdo reče, ampak ne vem, še vsem se mi zdi, kogarkoli, ko spregovori, da je svoja punca, kogarkoli že zgleda, vse to je fasada. Ne? Nima veze, kako imamo frizuro, važno je tisto, kar je znotraj. Se absolutno strinjam, ampak zdaj si sama pripeljala do tvojega pač noro, dobrega, drugačnega, prepoznavnega stila, tako kar se tiče oblačil, kar se tiče frizure in vsega. Potem si pa ti zmer znana in še zmer si. Ne? Ja. To si prav čutiš, da si to ti, da se izražaš na ta način, ali si bila nekako pripeljana znotraj pač glasbene industrije v to smer, da bod malo odfukana? Recimo, da se je ta zgodba zares začela na RTV-ju, ko sem prišla, ker tam je pa fundus oblačil na voljo in že tudi, ko so me zavohali in povabili v oddajo, jim je bil to nekako, ja, ti si taka odfukana, ti boš imela vsako oddajo drugo čupo, ne, zato, ker marsikaj lahko ponosam, ker v osnovi sem, kar sem in če mi dobro pade in da se dobro počutam, je to. Skozi to se izražam, jaz mislim, da je to en način izražanja, kako se ti oblačiš tudi, ne, ti,
prav ti, Jana. Ja, absolutno. Vsak po svoje. črno-bela. Da sem črno-bela, da se počutim tako. Pa reka sem pismo, da smo prišla Tina, no ona bo prišla. Tako, veš, to je eno gnjemet star. In poglej to. Mislim, tako noro, res. Ej, dala sem si spodaj, ki me malo zebe. Drugače tele rožice niso bile planirane, ampak... Ne, pa ti kar paše. Ti imaš ono srečo, ki ti pač vse paše, karkoli daš nas. Veš si kaj lahko ponosam, pa tudi, ne vem, iskreno se mi zdi, da je mogoče danes sploh še najbolj dolgočasna moda, če pogledaš, kako se danes oblačimo. Da je to ena povprečna sivina, vsi nekako podobne modele, hlač, tipi ženske, vsi hlače na korenčka, majice, sezonsko neki vzorci, tako, a veš, dolgočasno se mi zdi v resnici, zato se mi zdi, da jaz tako izstopam. Jaz pa imam rada, sam, da so dobri kosi. Recimo. Kje pa to recimo zdaj nabavljaš, ker zdaj tega fundusa ni več, kam greš po cunje? Mislim, vse v fundusu, tam so me, ni da sem zdaj šla not pa nabrala. Neke smernice so ti mogoče dali, nek si bolj začutila, ne? So mi prinesali, par stvari, pa smo probali, pa... Kje pa kaj najdem, ne vem, aj kje pa najonit, tako, če vidimo daleč... Pa rutke vidim, to so tudi pa zapestnice pa... Kos... Ja. No, kaj pa čupa? To si pol malo daš gor, pa se počutiš, da nisi tako navaden človek. Ti si imela že vse, ne? Ti si imela drede, si imela, kitke si tudi imela, ne? Pa si imela fru, kva si še vse imela? Nisi imela, tako pomislim na te... Drede sem imela prvo svoje, zdaj je to zgolj modni dodatek. Pa fajn mi je tudi to spreminjati, v resnici. A veš, lasulje obstajajo, tako, lahko si daš gor, kar hočeš, zakaj to več ne počnemo? Jaz sem bila nazadnje lani v New Yorku in tam imaš dejansko konkretno velike trgovine z lasuljami, ker očitno to pač ful špila gor in si folk ful menjava in imaš vseh barv in vseh oblik in kodrčki in dredi in kitke in kratke in ni da ni. Ja, no. Tega pri nas sploh ni, recimo. Ne? Ja, svašta lahko narediš iz sebe. To je, prej si nam razlagala, to, kar imaš zdaj, je rezultat česa? Tako mi splete drede gor te, ki jih zdaj občasno nosim in pa imam takole frčke in mi je tudi super. Frčki, ja, to so frčki, to je bilo fodoro. To moram vprašati, a je zahtevno imeti drede? Govorimo o vzdrževanju, o negi, o teh stvarih, kar jaz tako, ko vidim, da razbijamo star, ja, dajmo razbiti te tabuje. O tem, da dredi smrdijo. No, prosim. Ja, ker dejansko folk vidi, to je nek zanemarjen izgled, veš, ta reakcija je ta stereotip. Ja, ne vem, mogoče tudi ne, to definitivno lahko pereš tako kot navadno svoje lase in se posušijo in greš dalje in je to. Pa zelo nezahtevno je s tem operirati, pa hkrati zelo efektivno tudi kot za neko izpostavljeno osebo, da si malo zrihtan, z dredi sem takoj, malo sem si jih zavezala, pa je bila to že nisem se rabila niti nič mazati, pa je že nekako pa še šel en malo bolj poseben predalček ali kaj, če moraš biti skozi urejen, ko si v zuniji ali pa ne. Ja, se ti, če bi prišla po moja čist, a pa če bi prišla tako kaj jaz, normalno oblečena, po moja bi bilo ful čudno. Mogoče te ne bi nič poznali, si predstavljaš. A veš kaj, malo mi je tako, mogoče mislijo, da radi izstopam, mogoče mislijo, da rada izstopam, ampak ni fora v tem, sploh. Sam, ne vem, rada se izrazim skozi to, pa rada poišem kakšne kose in se oblečem tako, da, ne vem, da mi dogaja tisti dan. Nimam blazne želje po izstopanju, čeprav izstopam nekako naravno že skozi malo. Ja. Brez dredov, brez česarkoli. Ne, že z energijo. Sej to je pa tudi dober. Jaz pravim, tako ful je smešno v tem trenutnem svetu, ki si prej omenila. Vsi bi bili radi različni, drugačni, ampak na koncu so vsi isti, ja. Noben, ja, pa si ne upa v bistvu. Mislim, ne upa, saj sem jaz ful pogumna, ko to rečem, ampak ne radi ljudje v resnici stopajo. Mislim, ali pa imajo pozornost, se mi zdi, no. Da je lažje živeti, če nekako greš z ostalimi, pa se skriješ in ne steguješ vratu. Ja, ampak zdaj se ne moreš več skriti, ne? Zato, ker zdaj si se spet izpostavila. Joj.
Zdaj povej, novi komadi, album Potovalka. Jaz upam, da imaš noter lepe stvari. Da ni ta odvečna prtlaga. Ne, nikakor ne izpade tako. Jaz mislim, da so res lepe stvari noter. Pa bolj, ko jih poslušam in bolj, ko to gre k koncu, bolj sem v bistvu vesela in zadovoljna in ponosna in se mi zdi, da sem zares se izrazila skozi to. Čeprav sem naredila ogromen muzike in je bilo blazen težko izbrati sploh komade, kjer je zdaj pa na prvo plato, pa to me bo zdaj prezental, pa pa da dobijo ljudje, ne vem. Pravi občutek, mogoče sem si niti ne želela tega. Zdaj pomislim na to, pa se mi zdi, da tudi ne more drugače biti, ker je noter it's all me. In brez kritja česarkoli šla sem čez težko obdobje in bi si zelo želela delati happy muziko, pa dance muziko. Kot prvo sem si želela neke plesne stvari delati, ker rada plešem, ker je to čisto drugačno odru biti. Ampak mi je šlo, kakor je šlo. V resnici sem prijela v roke kitaro ali pa se usedla za klavir in kar je prišlo ven, je prišlo. Jaz mislim, da so zelo čustvene in zelo iskrene zadeve. Boste povedali, ne vem. Okay. Tako da ja, nabrala veliko stvari, zdaj bo prvo ta slovenska plata vzunaj, ker sem jo obljubila. Čeprav pa ne bom niti enih imela rajši kot drugih, ampak naredila sem še malo bosanskih. Ja, pa ne samo to. Angleških. Pa nemške. Pa nemški je. Kako pa nemške? Odkje so pa one uletele? Zaenkrat je eden. Čist spet iz eksperimenta, ko sem začela malo kitaro igrati na prve akorde, čist, ko sem jih nekako usvojila, te Wonderwall akordi so v resnici. Meni se zdi. In ko sem zraven pela, ne vem, ni mi ne slovensko mi ni pas, ali pa nekaj angleško, pa sem že ne vem, pač probavaš neke melodije, pa zraven džibriš, pa pol kam te kaj to odpele. In sem rekla, kaj pa, nekaj sem se začela afnati po nemško, pač. Ampak govoriš dobro nemško? Ne. Mislim. A lahko malo zapoješ mi? Ne, fakt. Škoda, da nisem, vse imamo avtokitaro. Vse imamo mi tudi, veš? Ne, bosanske, ne vem, če znam kaj zaigrati na kitaro. Ja, imam. Raziskuješ, kaj se dogaja z jezikom, ker kot prvo te žuli uriti, kaj nam je slovenskim pevcem, da imamo blazne težave dobro zveneti v slovenščini. Da ko zapoješ angleško, to kar nekako pade skupaj in vse to lepo zveni, kaj se zgodi v slovenščini, kaj se zgodi v hrvaščini, bosanščini, bilošta nemščini, kaj se s tvojim tonom zgodi, s karakterjem, ker je vsak jezik da nek svoj karakter v bistvu drug človeku. In sem te stvari tudi malo pač raziskvala. Ta Nemci je nastal čist res džibriš, pa freestyle, pa sem pa nekaj po Google Translate, kar sem želela povedati, pa tako sestavila. Se imam smisel za jezike, pa posluh za jezike, pa malo že govorim nemško, pa slišam, ampak ne bi si pa upala reči, da govorim nikoli, ne, zares. Tako da sem to sestavila in pa sva še z Markom Vezoviškom, ki pa obvlada nemščino, pa to poredala. Kako pa naslov tega nemškega? Wegwerfen. Wegwerfen. Pomeni stran metati. Stran metati. Všeč mi je komad in eden ljubših od moje mati tudi, takrat, ko je to slišala še. Je za tega skozi navijala, da dam ven. Okej. Se pravi, ja, pa Protistrup je ena, ne? Pa Poveljnik. Ja. Umazane posode je tudi že spot, ker ful plešeš. Umazane posode je trenutni aktualni singel, ja. Ja. To sem pogledala in sem ti kar malo fovš, ker se znaš tako lepo izražati skozi petje, skozi ples, skozi pač gibanje, tako. Taka eleganca, ful dobro. A veš, da sem kar rabila tudi, da sem
do tega prišla zares. Da sem sproščena pred kamero bila, pa da sem lahko videospote snemala, ker to nastavljati se, pa koketirati s kamero je meni, jaz začnem krepavati, pač, mislim, smešen mi vse, sama sebi se zdim smešna, ko neki zdaj, ko plejaš pred kamero, ampak tudi to je del tega. S tem, da tokrat sem pa se v bistvu uspela lepo sprostiti z Igorjem Peričem, tako mala ekipca je bila na snemanju. Mogla sem se tudi obleči tako, da je do tega, a veš, tudi oblačila dajo ful pri tem. In glih zdaj poslušam očitke in dobivam sporočila in tega se dobro zavedam, da kažem kožo in da naj se pokrijem in tako, ampak... Zakaj? Se nisi gola, mislim gola. Ja, krijem se v bistvu zaradi tega že kar en dobršen del svojega življenja. Se ne rada izpostavljam, ne rada nosim dekolteje ali kakorkoli. Prej imam široka oblačila na sebi. Kle sem pa, hotela sem nekako odperformati in vem, kako se dobro počutim, pa nesla sem si stvari s sabo, ker se dobro v njih počutim, da jih oblečem in ja, sem prišla nekako do te sproščenosti in enega giba tazga, ko vem, da ga imam, da sem ga tudi pred kamero bila sposobna nekako, vsaj do ene meje izvesti. A je zdaj Tina tako nazaj? Tako? Za ful dolg? V bistvu ne. Kako ne? Špile odigramo, pa me ne bo spet nekaj. Kako? Pa ne moreš, tri imaš, ne? 3 koncerte. 6., 7. pa 22. 11. november. In kaj pol? A veš kaj, malo bom videla, kako bo vse to skupaj na meni občutiti in kaj mi bo kaj pustilo. Ok. Mislim, eno z drugim gre. Prvo je to, da dolg me ni bilo in da sem zdaj še zelo lesena, z vsem se še upeljujem, ker je to en kupenga posla, ki ga moraš še zraven početi, ki se ga moraš navaditi. Ne. Spet. Mi muzičari, eni so, drugi niso, nismo glih, ne vem, govorci, se na kraju kakršen si človek si, ampak ko se prižgejo kamere, jaz nisem imela nobenega PR treninga, kako se zdaj, ne vem, izražati, da si... Bila si pač Tina. Ne, ja, se pravim, pol to pride, enkrat priješ v formo tudi s tem, več ko to počneš, bolj ti to gre. Tako da danes sem že ful bolj, se mi zdi, v redu in prisotna, ker v zadnjo, ko sem bila na Femičih, pa še v direkt pred menstruacijo, spet imam to menstruacijo, to me zdaj že spremlja, omenjala, ampak mogoče čas, da se začnete zavedati vsi površ, da je to dobršen del, ki zaznamuje žensko, da je ženska absolutno 4-krat na mesec različna. Ne, in v obdobju pred tem, in da če smo res pač tečne in nerazumljivo pač nihamo v razpoloženju, to je razlog. Nihanje razpoloženja, pa tudi jaz, ko sem pred... Aj kakšna druga beseda, ki vam je bolj všeč? Mi rečemo, recimo Primorci rečemo fešta. Fešta, točno. Ne vem, kaj pa teta skrvalca, vem, da je bila pa. V glavnem, takrat nisem glih za ali pa za med ljudi, zato ker sem bolj ponotranjena, vse smo, takrat bi bolj mogle biti same pri sebi in čistiti zadeve. Jaz bi ful ležala doma. Tudi možgan ti ne dela tako, a veš, jaz kar iščem besede, ker ena megla je v glavi, ko... Ne. Da trenutno si tudi v tem stanju? Ne, zdaj sem glih prihajam ven iz tega, tako da zdaj sem že boljš. To se zgodi vsak mesec. Ful hvala, ka si prišla, res. Hvala, ja. I love you, babes, res, ka si res prijazno in čuteče bitje in znaš to dati naprej in glede na vse, očitno, kar se ti je dogajalo, ti želim res sam lepe in uspešne in svetle stvari. Hvala ti. Upam, da nisem kaj zamorila, to ne rada počnem, ampak življenje je plus in minus, ne? Ja. In te in one stvari.
Pa tudi meni je bilo blazno veselje, ti si tudi, se mi zdi, da se čutimo, da smo tam nekje, vibriramo. Smo, to boji, veš, to boji. Zelo prijetno. Tako da zdaj imam plan, da dobim vse tri, vsaj tri, ne? Vsaj tri. Naj to nekdo naredi, oziroma ne vem, zakaj še ni. Ok. Si mi dala tako, rokavico si mi vrgla, ok? Ja. Tako da, hvala ti za danes in City Teater, torej, Ana. Yes, ja, welcome. Delaj dobro glasbo še naprej. Hvala. To je Radio 1 podcast.